Članice tima 1 bomo predstavile zdravstveni sistem. Zdravje je najpomembnejša naložba človekovega življenja, gre za vrednoto in človekovo pravico, ki ne bi smela imeti postavljene cene. Največji del sistema zdravstvenega varstva se financira preko sistema zdravstvenega zavarovanja. Financiranje obsega obvezno zdravstveno zavarovanje, ki ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. Obvezno zavarovanje nudi vsem zavarovanim osebam enakopraven dostop do zdravstvene oskrbe. Dopolnilno zavarovanje vključuje storitve, ki pomenijo višji standard. Dopolnilno zavarovanje je urejeno Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zavezanci so razporejeni glede na prijavo zavarovancev v obvezno zavarovanje, glede na plačilo prispevkov. To so delodajalci, osebe same, Center za socialno delo, Ministrstvo, Evropska unija in občina, kmetje, ZZZS in ZPIZ. Na primer, delodajalci plačujejo za osebe, ki so pri njih v delovnem razmerju. Center za socialno delo plačuje prispevke za tiste, ki so prejemniki raznih nadomestil in denarne socialne pomoči. In tako naprej. Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje so glavni vir financiranja. Odmerjeni so po proporcionalnih stopnjah glede na dohodek ali druge zakonsko določene osnove zavezancev za plačilo prispevkov. Doplačila za dopolnilno zdravstveno zavarovanje znašajo od 5 do 60% vrednosti storitve obveznega zavarovanja, vendar je premija enotna za vse zavarovance. Prispevne stopnje se razlikujejo glede na značilnosti gospodinjstva, glede na to, ali je zavarovana oseba zaposlena in glede na vrsto njene zaposlitve. Zakonsko določene prispevne stopnje se precej razlikujejo med različnimi skupinami in se niso bistveno spreminjale od leta 2004, kar prikazuje tabela. Glavni kriterij razdeljevanja denarja je kriterij pravičnosti oziroma izenačenosti. Uporablja se načelo enakosti in univerzalnosti. Zdravstvena oskrba v Sloveniji ni odvisna od višine prispevka, ki ga plačuje zavarovanec, temveč je za vse enaka. Ni pomembno, kakšne potrebe ima posameznik, kakšno je njegovo zdravstveno stanje, koliko je star. Glavna dimenzija, ki se uporablja, je od manj bolnih k bolj bolnim. Upošteva se tudi dimenzija od delovno aktivnih do upokojencev. Neposredna plačila se izvajajo podobno, kot se izvaja oskrba in poteka med državo oziroma zavarovalnico do zdravnika. Od države zavarovalnice do pacienta in med pacientom in zdravnikom. Tako tudi ločimo med obveznim in dodatnim zavarovanjem ter plačili posameznikov. Iz obveznega zavarovanja se krijejo zdravstvene storitve, nadomestilo plače med začasno zadržanostjo dela in povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev. Nekatere storitve so krite v 100% višini, nekatere manj. Posameznik se za razliko do plačila posluži dodatnega prostovoljnega zavarovanja ali doplačilo pravi iz lastnega žepa. Posebnost v Sloveniji je zdravstveno varstvo za vse otroke do 15. leta oziroma za tiste, ki se šolajo do 26. leta, ne glede na vplačila staršev in števila otrok v družini. Prav tako imajo vse nosečnice pravico do zdravstvene oskrbe. Vsi, ki se nahajajo na ozemlju Republike Slovenije, pa imajo zagotovljeno nujno zdravljenje ne glede na to, odkot prihajajo in ali imajo sklenjeno kakršnokoli zdravstveno zavarovanje. Na podlagi ugotovitve osebnega zdravnika zdravstvene komisije imajo zavarovanci pravico oziroma so upravičeni do denarnih nadomestil pri pomočku v prevozu. Na primer so upravičeni do zdravljenja v tujini. Ko so vse možnosti zdravljenja pri nas izčrpane, ko so čakalni seznami predolgi, se odločijo, da se bo zdravljenje nadaljevalo v drugi državi Evropske unije. V Sloveniji se zdravstveni sistem financira pretežno iz javnih sredstev in je zelo odvisen od vplačil, ki prihajajo v zdravstveni proračun. Dolgoročno je financiranje zdravstvenega sistema povezano s staranjem prebivalstva, pri katerih se zdravstveno stanje poslabšuje in posledično prihaja do večjih izdatkov za zdravstvene storitve. Kot posledica demografskih gibanj, rasti BDP in nedemografskih dejavnikov bo na podlagi projekcij izdatkov za zdravstvo in virov za njihovo pokrivanje ob nespremenjeni strukturi zdravstvenih izdatkov in finančnih virov nastal finančni primanjkljaj, obstoječi sistem pa javno finančno nevzdržen. V prizadevanju, da bi v Sloveniji zagotovili vzdržnost zdravstvenega sistema, so že od začetka finančne krize uvedli ukrepe za generiranje dodatnih prihodkov in zmanjševanje izdatkov. Zaradi staranja populacije se bo sistem zdravstvenega varstva tudi v prihodnjih letih soočal s finančnimi pritiski, saj upokojenci prispevajo bistveno manj finančnih virov v zdravstveno blagajno v primerjavi s prispevki zaposlenih. Zaradi povečanja potreb po koriščenju pravic iz zdravstvenega varstva in manjše rasti socialnih prispevkov bo nujno potrebno zagotoviti alternativne vire financiranja ali zmanjšati pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ali konstantno zniževati cene za ohranitev obsega in kakovosti storitev. Zdravje posameznika je zelo pomembno. Kljub zmanjševanju socialnih pravic ima Slovenija enega izmed najbolj socialnih zdravstvenih sistemov, saj so pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja še vedno obsežne. Za finančno vzdržnost zdravstvenega sistema
pa se bodo morale zgoditi spremembe.